televizija Maribor, za Slovenije. Izvolite, ko boste pripravljeni povedati. Gospod minister, za 47 torej, novih častnikov premore Slovenska vojska tudi na štabnem šolanju 13-15 na višjem štabnem. Kaj dejansko pomeni to, da vendarle se Slovenska vojska na takšen način krepi po strokovni plati? Ja, danes je ponosen dan za vse v Slovenski vojski, pa tudi za vse na Ministrstvu za obrambo, pa verjamem tudi za vse v Republiki Sloveniji. Ne glede na to, da včasih nismo popolnoma dosegli razvoja zaradi znanih razlogov, ker danes ne bi povedala, pa menim, da pa zelo dobre uspehe dosegamo zaradi znanja, ki ga imajo pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. In danes smo priča enemu takšnemu prizoru, danes smo končali šolanje, ponosni smo na njih, kajti to je tisto, kar nas najbolj uvršča v sam vrh med zavezniške države, med zavezniške vojske, znanje, ki ga imajo pripadnice in pripadniki, njihovo usposobljenost, njihov karakter, njihova motiviranost in danes so to izkazali. Slovenska vojska je zaradi varčevanja v celotni državi tudi utrpela slednje, sami ste tudi omenili, da se to pozna deloma pri razvoju, ampak vendarle je verjetno dobro videti, da se Slovenci in Slovenke zanimajo za služenje domovini tudi na takšen način s tem izobraževanjem za višje čine. Ja, vesela sem, da ne glede na vse, kar smo dobili v preteklosti, danes že gremo na neko novo pot. Zaustavili smo krčenje obrambnih izdatkov, predvsem pa se mi zdi pomembno to, da je tudi javnost priznala, tako kot ste sami rekli, pomembnost, da je to naša vojska, da je to Slovenska vojska, da jo potrebujemo ne samo za obrambo naše države, za našo vlogo v zavezništvu, ampak tudi za to, da pomagajo v sklopu zaščite in reševanja tudi drugim državnim organom. To smo izkazali v preteklosti, to bomo izkazali, verjamem, uspešno tudi v prihodnje. Tako da sem vesela in ponosna sem na vse, ki so uspešno končali šolanje in verjamem, da bo njim sledila še generacija mnogih, da bo interes za službo Slovenske vojske še večji. Ne glede na vse, kar pravijo, je to kolektiv, v katerem je čast in ponos služiti. Vrstni slovesnosti smo isto običajno navajeni v sami kadetnici, če tako rečem, tudi za Mariborčane je zanimiva to vrstna promocija, če tako rečemo, napredstva Slovenske vojske. Ja, meni je žal, da danes ni mogel biti z nami tudi predsednik Republike, Borut Pahor. Prenesla sem tudi njegove misli, zagotovo je to tudi del tega, da lahko pokažemo, kakšno je življenje v Slovenski vojski, približamo to tudi državljankam in državljanom in tudi na takšen način dobimo še koga, da se pridruži naši vrsti, predvsem pa, da vse seznanimo z našim delom. Super, najlepše, hvala. Hvala lepa, ministrica. Hvala lepa.